Ali se zavedamo, kako pomemben je zrak, ki ga vdihavamo? Na to navidez preprosto vprašanje bomo poskusili poiskati odgovore z našim današnjim gostom. To je Milan Kuster, direktor podjetja iVent Pametno prezračevanje. V podcastu sem z vami Srdjan Cvitovič. Gospod Kuster, velikokrat govorimo, razmišljamo o tem, kakšen je zrak zunaj. Ne govorimo pa toliko o tem, kakšen je zrak v bivalnih prostorih, ki pravzaprav preživimo več časa, kot ga preživimo zunaj. Pa začnimo z najbolj preprostim vprašanjem. Kakšen zrak vdihavamo? Ja, popolnoma pravilno ste povedali. Z zrakom zunaj se ukvarjamo več kot zrakom noter. Je pa splošno znano dejstvo, da v evropskih državah ljudje skoraj 90% časa preživijo v zaprtih prostorih. Torej ne samo doma, tudi v pisarnah, na delu in podobno. In seveda, kakšen zrak vdihavamo? Tisti, ki imajo vgrajene prezračevalne sisteme z ustrezno filtracijo, sigurno vdihavajo odličen zrak. Tisti, ki tega nimajo, pa seveda dobijo iz zunanjega zraka, kadar odprejo okna, ves smog, poleg hrupa in ostalih prašnih delcev. In tak zrak seveda ne more biti dober. Sploh, če zrak v bivalnih prostorih ne izmenjujemo, torej, da ne dovajamo svežega zraka in odvajamo izrabljenega, bivalni prostori ne morejo biti zdravi in tudi človek, ki živi v takih prostorih, ne more na dolgi rok biti zdrav, ker ne živi v zdravem okolju. Kaj so tiste grožnje, kaj so tisti moteči dejavniki v zraku, ki včasih morda jim ne namenjamo dovolj pozornosti? Ja, to so splošno znana dejstva. Glejte, vsi materiali, ki jih imamo mi v notranjih prostorih, če začnem pri barvah v stenah, do tepihov, do pohištva, lakiranih površin in podobnega, se v nekih malih količinih sproščajo neki strupi. In zdaj to samo po sebi v malih količinah seveda ni zdaj tako kritično, ampak zrak enostavno zastaja, če se ne izmenjuje. Jaz večkrat dam eno tako enostavno primerjavo, tako kot človek diha, tako mora tudi hiša dihati. In zdaj, čisto po domače povedano, če se vedno ta zrak izmenjava, dovajaš svežega, odvajaš izrabljenega, si pač deležen kvalitetne bivalne klime. Če tega ne počneš, zrak zastaja, predvsem v nekih vogalih, za omarami, ustvarja se odvečna vlaga, nastaja lahko plesen, kondens na oknu. Plesen je že kar pozna faza, ne? Je pozna faza, ampak ne boste verjeli, koliko objektov mi srečamo, kjer vidimo ne samo majhne površine, ampak tudi konkretne površine, plesni, tudi v otroških sobah in podobno, ljudje so zmedeni, vsako leto to čohajo in na novo barvajo. Mi pač izhajamo iz tega, da je treba odpraviti vzroke. Odpravljajo posledice, ne pa vzrokov. Posledice odpravljati ni najbolj pametno. In zdaj seveda vzroki so odvečna vlaga in tudi zanimiv podatek je, da ena 4-članska družina poprečno spusti v zrak za 15 litrov vode. Vlage, dnevno. Torej skozi potenje, dihanje, pranje, sušenje perila, podobne dejavnosti. Običajne gospodinjske dejavnosti in ta seveda vlaga mora nekam iti. To govorimo izključno o tem, kar konča v zraku, niti ne govorimo o porabljeni vodi. V zraku konča 15 litrov. 15 litrov seveda dnevno in ta vlaga se potem absorbira v zidove, in samo vprašanje časa je, kdaj prije do neke kritične točke, kjer ti zidovi začnejo, mi rečemo, cveteti. Prvi pokazatelji so dejansko kondens na okno. Zjutraj vaš ti kondens na okno. To pomeni, da zadeva ne diha. Pa nastanejo take pikice okrog okna, iz tega se pol tvorijo organizmi, ki so zdravju škodljivi in pač formirajo neke plesnive madeže in tako naprej in tako naprej. Torej, te kondenzi so, bomo rekli, že kar resni opozorilni znaki. Še kaj drugega, na kar bi morali biti pozorni? Na kar bi nas opozorilo? Glejte, v zadnjih letih je zelo pomembna tema na večini kongresov, tudi po tujini, sindrom bolnih stavb. Govorimo o zdravstvenih aspektih, o slabem počutju, o slabi koncentraciji, o slabem spanju, nekvalitetnem spanju. In seveda ljudje iščejo razloge za slabše počutje na različnih koncih. In seveda so razlogi verjetno kompleksni, ampak osnova je, da mi večkrat pozabimo,
da tudi prespimo precejšen del življenja. Ne? In poprečno slovenska spalnica je nekje 13 kvadratnih metrov, to je približno 30 kubičnih metrov zraka in vsi smo veselo menjali okna, da bi porabili čim manj energije. Ne? Se pravi, smo svoj bivalni del zatesnili, torej skoraj zrakotesno smo naredili. Da ne rečemo zadušili. Tako, in noben od nas ne bo živel tako, torej če nimaš vgrajenega prezračevalnega sistema, da bi, ne vem, šel spat ob 11, pa bi prvo v 2 zjutraj vstal, pa preluftal sobo, ne, pa pol šel nazaj spat. Ne. Tudi to ni življenjsko, tudi to ni logično, tudi z aspekta porabe energije je to popolnoma nesmiselno. Ne. Ampak če tega ne narediš, mi smo te meritve upravljali, pa tudi ogromno teh analiz je po internetu za najti, ne. 2 zakonca v taki spalnici, torej porabita kvaliteten kisik v 2 do 3 urah, če ni izmenjave zraka in dotoka svežega zraka. Zdaj noben se ne bo zadušil, ker zrak se najde pot tudi skozi druge prostore. Ampak tista vrednost ppm-ov, se pravi razmerja med kisikom in ogljikovim dioksidom, tako strmo narašča, da je proti jutru po 7-8 krat presežena kritična vrednost ppm-ov v zraku. To pomeni, tu gre pa za tako akutno količino ogljikovega dioksida, da je absolutno to lahko razlog za latentne bolezni, slabo počutje in nikakor ne more človek, ne vem, se regenerirati preko nočnega počitka, kar je glavni namen. Ne? Še kumulativni efekt je tukaj, ne? Če se to dogaja iz dneva v dan, se učinki samo nabirajo. Absolutno, ti učinki se nabirajo, na to je treba biti pozorni in to so stvari, na katere mi opozarjamo. Še vedno nekako velja prepričanje, odprl bom okna za 10 minut, pa vse bo rešeno. Potem pa še nekateri niti tega nočejo narediti, kar rečejo, ogrevam prostor, to je izguba. Zdaj imamo rešitve pametnega doma, ki zaznajo, ne vem, odprto okno, pa bo izklopil gretje in tako naprej. To, da ali je res dovolj samo odpreti okno 10 minut na dan? Ja ne, absolutno ni dovolj. Ne? Torej, po pravilih stroke, če bi hoteli ustrezno prezračevati stanovanje skozi okna, ne, bi morali na 3 ure imeti prečno prezračevanje skozi okna, ki traja 5 minut. To je ravno zaradi tega, ker smo govorili zaradi tega razmerja med kisikom in ogljikovim dioksidom. Tako, in to pomeni, da bi moral nekdo tako živeti, da bi na 3 ure luftal, ampak to ne pomeni, da ti odpreš okno na kip ali pa odpreš samo eno okno. Ti dejansko moraš narediti prepih. Kakovosten pretok. Tako, prečno prezračevanje, prepih. In zdaj si predstavljajte, kako bi to izgledalo zjutraj, se družina zbudi, ne vem, zunaj je -15, ne, ja. In zdaj bi oni zadnja stvar, na katero bodo pomislili, prepih, ja. Ne, in potem bi prišli službe in bi delali prepih, ne, pri tem, da so menjali okna, vgradili toplotno črpalko, da bi porabili najmanj energije, bodo v 5 minutah torej izgubili vso energijo, ki so jo prihranili, in to je seveda neživljenjsko. In kaj potem rešitev? Ja, rešitev je na dlani, ne? Rešitev je vgradnja kvalitetnega prezračevalnega sistema, ki namesto tebe skrbi za kontinuirano izmenjavo zraka, da v zrak, ki priteka v bivalne prostore, je prečiščen, prefiltriran, ne? Da je ta izmenjava takšna, da ob tem ne izgubljamo dragocene toplote po zimi oziroma ne vpihujemo vročega zraka poleti, ne? Govorim zdaj o principu rekuperacije, ki ga pač moderni prezračevalni sistemi imajo, in na ta način človek pravzaprav pozabi, da to ima, bivalna klima pa je perfektna. Ne? Jaz sem vedno trdil, da dober prezračevalni sistem je takšen, da ne veš, da ga imaš. Torej mora biti skoraj neslišen, ne sme biti nobenega prepiha ali pa da bi ti čutil neko gibanje zraka. Hkrati pa se zrak mora ustrezno obnavljati. Ja. Zato je princip delovanja decentralnega sistema iVent tudi že od vsega začetka takšen, da to ne naredi nič v 5 minutah. Ampak kontinuirano. Tako. In je namenjeno delovanju 24/7. Se pravi, kot človeško telo diha, mora dihati stanovanje. Vi veste, če ste kdaj šli na dopust za 14 dni, pa ste se vrnili domov, da čutiš malo nekaj čutiš, ja. Ne? No, zdaj v tem primeru tega ne čutiš, ne? Ja. Zaradi tega, ker prideš v sveže okolje in seveda ob tem ne izgubljaš energije. V bistvu niti ne dosežemo teh, bom rekel, amplitud, da pride do razmerja, ampak se stalno vzdržuje tisto optimalno razmerje. Stalno se vzdržuje optimalno razmerje, pri tem, da imajo zdaj seveda ti zadnje generacije prezračevalnih sistemov tudi vso senzoriko, ki je potrebna, ki meri tudi seveda temperaturo,
vlago, vrednost ppm-ov, tudi vod senzor je noter na smrad vedno ustrezno prilagaja. Tako, in on avtomatsko to prilagaja neki optimalni bivalni klimi in ti se s tem ne rabiš ukvarjati. Pomagajte nam malo predstaviti si, kaj v bistvu to pomeni, kateri so to komponente, ki grejo, ali bi se to vgrajevalo skupaj z menjavo oken, ali je to možno graditi v katerem koli trenutku. Skratka, kaj rabimo, kdaj rabimo in koliko nas to približno stane, če to želimo zagotoviti en tak delujoč in zanesljiv sistem. Ja, seveda idealno je, da pri novogradnji, ob gradnji že projektirajo, torej projektanti in investitorje se zavedajo, da je to en izmed ključnih elementov za dobro energetsko... Pa obstaja ta zavest? Obstaja. Moram reči, da mi smo na trgu zdaj 15 let. 15 let se trudimo, ozaveščamo, razlagamo, pa tudi, lahko rečem, več kot 50,000 objektov smo že opremili z prečevalnim sistemom, ne. Tako da ta zavest raste, tudi zakonodaja nam je nekako sledila. Mislim, da je od lani jeseni že obvezno prezračevanje v projektni dokumentaciji za izdajo gradbenega dovoljenja, kar pomeni, da je to en segment, ki recimo, da je pokrit. Govorimo pa zdaj o drugem delu, to pa je obstoječ fond, 500,000 slovenskih gospodinjstev, to so pa objekti, ki so bili grajeni pač v prejšnjih letih. Kot te zavesti še ni bilo. In do pred 10 leti nazaj nobeden ni razmišljal o prezračevanju. Se pa je zgodil drug fenomen, da je pač energija postala draga in naenkrat so vsi začeli šparati z energijo in iskati rešitve. Mora nam očitno do grla nekaj priti, da se začnemo ukvarjati. In temu je, ja, tako ste rekli, in temu je sledila potem množična menjava stavbnega pohištva in ta okna so 2-3 slojna, po RAL montaži, torej tesnimo. Ampak, kot ste prej povedal. Tako, ljudje so tesnili, mi smo sicer opozarjali, da ob menjavi okn je nujno potrebno vgraditi tudi prezračevalni sistem. Ampak nekateri so to poštevali, večina pa ne. In tisti, ki tega niso poštevali, so pravzaprav sploh se ni govorilo pacienti. Pred 15-20 leti se sploh to ni bila tema še takrat. To je res, za večino. Zdaj pa druga zgodba, bom rekel, gradbene stroke, mogoče tudi izobraževalnega koncepta na fakultetah slovenskih, kjer sem se jaz večkrat pogovarjal in s profesori in pa z študenti ali pa tudi z diplomanti, ki so prišli k nam v službo in so povedali, da na fakulteti niso temu področju namenili niti 5 minut. Je pa izredno pomembno področje iz aspekta ravno tega prihranka energije in nizkoenergetske gradnje, ker 70% vseh izgub, ki nastane v objektu, je na račun prezračevanja. Ti imaš lahko ne vem kakšno izolacijo, ne vem kakšna okna, če nimaš ustrezno rešenega prezračevanja, potem odpiraš okna, zgubljaš. Tako. In torej, mi govorimo o svetem trojčku, kadar govorimo o sanacijah objektov, ki se tudi še zdaj dogaja, se pravi, ja, izolacija, ja, menjava okn, ampak obvezno tudi vgradnja prezračevalnega sistema. In to vse troje je super. Če pa prezračevalni sistem izpustiš, pa je bolj, da si pustil hišo takšno, kot je bila, ker je posod malo pihljalo in je bilo klima vsaj je bila boljša. Vsaj neki zraka si dobival. Ampak sva ravno kar ugotovila, da obstaja še veliko gospodinjstev, bivalnih prostorov, kjer v svetem trojčku manjka en del. Kaj je zdaj sploh možno narediti? Kot rečeno, kaj to pomeni? Kaj nabavljaš? Kaj ugrajuješ? Mogoče čisto, da ponazorimo izvedbeno. Imamo stanovanje, recimo, ki je ustrezno izolirano, pred 10 leti je, na primer, zamenjal okna, vse lepo in prav, ampak zdaj sem pa prvič sreča s tem, da o prezračevanju ni naredil ničesar. Ja, torej največja prednost te zadnje generacije naših sistemov je ta, da se da vgraditi in implementirati v stavbo v katerikoli fazi. Se pravi, vi stanujete, vi živite v stanovanju in mi smo te montaže tako optimirali in z sistemom dela in z orodji, s katerimi se te zadeve vgrajujejo, da če ob 8 greste v službo in če boste ob 4 domov prišli, je narejeno delujoče v enem dnevu. Poprečna naša monterska ekipa, mi imamo v Sloveniji zdaj 18 monterskih ekip, ki vsak dan opravljajo montaže po celotnem področju Republike Slovenije. In poprečna ekipa ima dnevno 2 montaži.
Včasih, 3-4 ure. Tako včasih, ko nismo bili tako verzirani, ko nismo imeli tisoče in tisoče montaž za sabo, smo rabili en dan ali pa še naslednji dan je bilo treba priti, da smo neko stvar zaključili. Zdaj so ti procesi do te mere optimirani, da dejansko, če je hiša res velika, traja montaža en dan, če pa gre za neke običajne posege, pa imamo na dan, lahko opravimo 2 montaže. Ampak kaj to praktično pomeni? Kaj gradbenih del za ugradno? Kaj je dodatnega? Kaj neko škatlo kupimo? No, mi večinoma delamo tako, da se stranke na nas obrnejo, torej za nekim konkretnim problemom. Tako. Mi čisto vsako stranko obiščemo, torej naši inženjeri, torej strokovni svetovalci, obiščejo vsako stranko, poiščejo ustrezno rešitev. Se pravi, ni konfekcijske rešitve, ampak je vedno... Vsaka je unikatna. Ja? Ali je torej betonska stena, ali je opeka, ali je montažni objekt, ali ne vem, je to mansardno stanovanje, ali je to hiša, ali je... Ne vem, x je faktorjev, ki jih seveda zdaj mi upoštevamo in naredimo neko optimalno rešitev in stranka dobi torej ponudbo po pravilih stroke in takšno, ki bo pač rešila te probleme, s katerimi se ukvarja. Potem se uskladimo, naš standard je takšen, da od obiska v 2 do 3 dneh že stranka dobi ponudbo in od potrditve ponudbe v enem tednu smo sposobni kjerkoli v Sloveniji že to montažo izvesti in je zadeva končana. Tist pregled, ta poizvedba, da tako rečem, to je, mislim, je možno to naročiti kar tako, ali je pol to pogojeno s kakšnim nakupom? Kako to ne. To je popolnoma brezplačna storitev, to se pravi, seveda, vi morate dati neko popraševanje, vi se obrnete na naše podjetje, ali preko maila, telefona, kakorkoli, vse to nas ni tako težko najti. Ne, veste, zakaj vas sprašujem, če ste sledili pred nekaj dnevi, smo zagledali novico, da so nekateri začeli, naprimer pri prodaji stanovanj, že zaračunavati oglede, zato vas sprašujem. Ja, tega ne vem, ampak pri nas se ogledi ne zaračunavajo, mi torej popolnoma brezplačno opravimo ogled, hkrati naredimo rešitev, tudi to damo stranki in ponudbo, brezplačno in ponudbo. In če se pač za nas ne odloči, se pač ne odloči. Moram pa reči, da mi imamo tako pri poopravljenem ogledu je nekje blizu 80% ljudi razume, se pogovori in se odloči za neko rešitev. Mogoče ne v celotni meri, mogoče reče, veste kaj, bomo za eno etažo naredili, pa bomo drugo, ne vem, čez nekaj časa, ker je pač vse odvisno od denarja. Ste primerni tudi za posamezna stanovanja v večstanovanjskih stavbah, da rešujete na ravni posameznih stanovanj? Seveda, mi rešujemo največkrat posamezna stanovanja. Nekako vsi dojemajo, da je to rešitev za hiše, ampak a se to da tudi v blokih reševati? Absolutno. Pri nas je razmerje torej takšno, da delamo več stanovanj kot pa individualnih hiš, ne. In, mogoče zato, ker je v mestu več zavesti, ne vem, je mogoče vseeno manjša investicija v stanovanju, kot v hiši. Kje vidite ta razlog? Je manjša investicija sigurno v stanovanje, ker je manjša kvadratura. Ne? Po drugi strani pa opažamo, da ogromno delamo po nekih manjših okoliških krajih, kjer so te hiše iz leta 60, 70, 80, ljudje se, ne vem, približujejo penzije, radi bi si naredili čim manjše obratovalne stroške, čim bolj komfortno bivanje in potem začnejo o tem razmišljati. Ja, pa še več časa bodo preživljali doma, pa jim to postane še toliko bolj pomembno. Natanko tako, ne, in mi pač dobimo popraševanje pravzaprav iz vseh konca Slovenije in če lahko rečem, da je v nekem momentu bilo več stanovanjskih hiš, pa manj recimo teh blokovskih stanovanj, je potem drugo leto obratno in to se meša glede na, ne vem, neko splošno situacijo, kdaj pač nekdo začuti, da je pravi trenutek, da bo pa nekaj naredil za svoje zdravje, za zdravje svojega objekta, za zdravje svojih otrok in tako naprej in se odloči, nas pokliče in takrat se to naredi. Zelo nehvaležno vprašanje, ker ste mi v bistvu že odgovorili na njega, da je vsak bivalni prostor je zgodba zase, ne moremo govoriti o nekih konfekcijskih enotnih rešitvah, ampak v kakšnih številkah se recimo tle pogovarjamo z eno kakovostno rešitev pri recimo, dajmo reči neko stanovanje 60-70 kvadratov, naprimer. Čisto nek razred velikostni,
sploh ni problema. Mi nikdar ne želimo na pamet neke cene Saj zato povedati, pravim, da ni pošteno vprašanje, ker je odvisno, ampak jaz vam zdaj lahko rečem, to se da prezračiti za dobrih 1000 evrov, lahko pa tudi za 2500 evrov. No, Odvisno zdaj tudi, kakšno tehnologijo izberemo, koliko je to energetska učinkovitost. Mi ne malokrat naletimo na neke stranke, neke ljudi, ki imajo v objektih res obupne bivalne razmere in imajo močnejši poseg tako, in imajo pač slabši ta finančni potencial in se potrudimo najti rešitev in smo tudi poskrbeli, da imamo v svojem asortimanu elemente, ki bodo 100% rešili ta akutni problem. Ne bodo pa mogoče tako energetsko učinkoviti, ne bodo imeli rekuperacije s takim izkoristkom, ne vem, elemente za dovod zraka, imamo take in drugačne. Skratka, mi pravimo temu malo bolj low budget rešitev, ki pa definitivno reši problem z vlago in plesnjo. Glavni faktor je, da ni tako energetsko učinkovita, nimaš neke telefonske aplikacije, nimaš nekega daljinskega upravljalca in podobnih stvari, ampak problem si pa rešil. No, če si lahko dovoljen, to je kot če rečeš, koliko stane avto. Odvisno, kakšen ga vzameš. No, vidite, vsak te pa na cilj pripelje. Vsak te pripelje na cilj, zdaj lahko tako ali pa drugače. Ali družba dovolj prepoznava te izzive s kakovostnim zrakom v bivalnih prostorih? Sprašujem v smislu, ker poznamo, da naprimer za določene trajnostne, energetsko učinkovite posege država pride uporabnikom nasproti. Kako je pa pri tem izzivu? Ja, mi imamo v Sloveniji ekosklad, ki subvencionira te posege, kar je zelo, zelo priporočljivo in stranke to s pridom izkoriščajo in na celotno investicijo prezračevalnega sistema dobijo vrnjenih 20% investicije in to je kar dobra stimulacija in moram reči, da je tu Slovenija zelo dosti pripomogla k ozaveščanju, k boljši prezračenosti na število gospodinstev in moram reči, če smem, Slovenija je daleč prva v celotni Evropi po deležu prezračenih gospodinstev na prebivalce. Kakšni so pogoji za to podporo? Mora biti prav neka posebna vrsta rešitve ali? Ne, naši elementi so certificirani za strani ekosklada in ob uporabi teh elementov ekosklad prizna vračilo 20% subvencije stranki po nakupu. Za izplačilo subvencije zahteva rešitve z rekuperacijo, ki torej vračamo odpadno temperaturo nazaj v prostor in so torej energetsko učinkovite. Skratka, gledajo na to, da v enem paketu rešujejo tudi, bom rekel, trajnostni vidik, poleg tega vidika kakovostnega. Res je. In udobnega zraka. Res je in zelo moram pohvaliti ekosklad, ki svoje delo opravlja odlično. Zdaj ste me kar malo požvižgali, ko ste omenili mobilno aplikacijo, se pravi integracija s pametnim domom. Kako to torej deluje? Recimo v nekem celovitem sistemu pametnega doma, kako vaše rešitve se Ja, mi že, mislim, da več kot 5 let aktivno sodelujemo tudi pri razvoju vseh teh rešitev v vezi pametnega doma. Smo tudi partnerji podjetja Entija, ki je ena močnejših na tem področju. Torej, kako to deluje? Deluje tako, da ima vse skupaj en smisel. Torej, od tega, da se pač žaluzije odpirajo, ko sije sonce, do tega, da se zaprejo takrat, ko to ni potrebno, do tega, da je prezračevanje ustrezno bivalni klimi, do regulacije, kurjave in seveda opcije odpiranja luči, česa vse še lahko tukaj zraven integriraš. Glavni cilj naš pa je, torej mi ogromno razvijamo. Mi smo pač taki, da nas to področje zelo zanima, da smo tik pred tem, da damo na tržišče en element, ki mu mi pravimo cube, to je ena pametna kocka, ki jo potem postaviš recimo v dnevno sobo ali pa na polico in dejansko meri bivalno stanje, je povezana z zunanjo vremensko postajo in na osnovi vseh parametrov regulira delovanje vseh enot po hiši in temu ustrezno prilagaja količino zraka, ki ga vpihuje, hitrost zraka, če je vlažnost naraste, se pojača delovanje in podobno. Skratka, povezujemo se z
ostalimi komponentami pametnega doma že v kontekstu tega, da zazna, ali je v stanovanju nekdo prisoten ali ni prisoten. In tukaj potem razvija še naprej do neke točke, da pač bi ljudje lahko pravzaprav pozabili na to, pač čemer se danes ukvarjamo in bi ti pač dom nudil vedno neko absolutno kvalitetno bivalno klimo in pa seveda komfort. To je kakor zdravje, ne zavedamo se, koliko nam je pomembno in da ga imamo, dokler ga ne izgubimo. Ampak kar sem hotel povedati, sami gotovo tudi veste, da je ena splošna bolečina pametnih domov trenutno, da še ni nekih standardov, zdaj se malo premika nekaj v to smer, ampak vidim, da iz vašega odgovora, da vi ste o združljivosti in interoperabilnosti že kar dolgo časa razmišljali. Ja, mi se pač poskušamo priključiti tem trendom, ne, in aktivno delamo na tem, da so tudi naše, bom rekel, regulacije in naša senzorika kompatibilna za standardi, ki so v uporabi pri krmiljenju pametnega doma. Ne, lahko se pohvalim, da smo edini na svetu, ki pač tem trendom na tak način sledimo, da smo kompatibilni praktično z vsemi sistemi pametnega doma, ki so v uporabi. In pač ocenjujemo, da je prezračevanje nujen element, ki ga je treba priključiti na kompletno zgodbo in da ne rabi biti, bom rekel, izločen iz te zgodbe in ločeno krmiljen. Kolikor spremljam vašo pot, pa prideva še do tega, ker s tem imenom ste znani nekaj časa, v bistvu ste pa na tem področju že veliko dalj časa. Ampak, kolikor vas jaz spremljam, niste v bistvu preprodajalci nekih drugih rešitev, ampak je pravzaprav večina tega, kar imate, sad vašega lastnega znanja in razvoja. A nam mogoče malo poveste nekaj o tej poti? Ja, mislim, ni bilo vedno tako, ne. Sami začetki segajo tja v leto 2010, ko smo postali generalni zastopnik nemškega podjetja Lunos za Slovenijo in celoten Balkan in smo pač te njihove proizvode in rešitve integrirali v slovenske domove. Mi smo takrat ocenili, da so kvalitetni, da pač opravljajo svojo funkcijo in smo relativno dobro sodelovali kar dolgo obdobje. Je pa res, da smo mi dejansko edini, ne, ki smo bili v tej strukturi vezani na delo z fizičnimi strankami in smo pravzaprav bili edini, ki smo v vsak dom morali iti, ga rešiti, imeli opravka z neko končno stranko, ki plača denar in želi res kvalitetno rešitev. In smo ob tej praksi naleteli na kup težav, ki bi jih lahko rešili, če bi razvijali malo drugačne elemente, če bi dodali kakšne rešitve in tako naprej. V bistvu v širino, ne? Šli smo v širino. Nemci so nas pač poslušali, niso bili pripravljeni slediti temu razvoju, tem rešitvam, vztrajali so na tem, da to, kar ima oni, je dovolj dobro. V razvoju so pravzaprav se ustavili, nikamor nismo prišli in mi smo potem bili primorani, pravzaprav to je bila velika sreča, ne? Da smo se enostavno usedli in smo začeli sami. Včasih moraš zapustiti ono obdobje za to, da prideš do napredka. Ja. In mi smo potem sami z slovenskim znanjem, z našimi inženerji, z kolegi z fakultet, ki so sodelovali v teh projektnih skupinah, začeli razvijati svoje elemente, ki so pisani na kožo uporabnikov. Torej situacijam, s katerimi smo se srečevali in nemški Lunos ne da ni imel rešitve, ni imel pojma, kaj bi naredil. Ne? In seveda smo z njimi prišli do točke, ko smo se mi pač odločili, da z njimi več ne moremo napredovati, niti delati. In lani nekje ob tem času smo mi to sodelovanje prekinili, menjali tudi ime podjetja, seveda smo ista ekipa, smo isto znanje, za nami je 15 let izkušenj, 50,000 objektov, ki so pač prezračeni deloma z sistemom Lunos, deloma z našimi rešitvami. Tehnološko je pa to vedno raslo. Ne? Je pa tehnološko to raslo in seveda zdaj imamo proste roke, dodajamo neke nove elemente, razvijamo nove rešitve, odpirajo se nam tudi novi trgi po svetu. In na koncu koncev, če imaš ti dobro rešitev, ki jo nameniš, slovenskemu trgu, 2-milijonskemu, zakaj ne bi ponudil še kam drugam? Ne? Mogoče nekdo, ki ne spremlja toliko razmer, se mu lahko zazdi, da je na trgu veliko sorodnih, podobnih rešitev. Zakaj menite, zakaj ste prepričani, da so vaše rešitve
primernejše, boljše? Zakaj izbrati prav vas? Ja, ta odgovor ni ne vem kak težek. Ne. Glejte, kup podjetij, kup ne vem, nekih proizvajalcev se je v zadnjih 10 letih pojavilo na trgu, ki pač ponujajo neke kopije naših izdelkov ali pa neke drugačne rešitve. Mislim, da predvsem zato, ker smo mi z našo rastjo tudi poslovno zrasli in postali tudi, bom rekel, profitabilno in uspešno etablirano podjetje in si marsikdo predstavlja, da je to zelo enostavno, z enim elementom boš zdaj ti nekaj naredil. Ne. Gre pa zadnje dejansko za skupek vseh teh izkušenj, ne, ko naš prodajni inženir pride v objekt, on ima za sabo 10.000 ogledov takšnih objektov, situacij, takšnih in drugačnih. Pa to so večinoma gradbeni inženirji. To so gradbeni inženirji, ki so zdaj pa res specialisti za prezračevanje. In rešitve, ki jih mi naredimo, se drugim ne sanjajo, zaradi tega, ker prvič nimajo izkušenj, drugič nimajo niti ustreznega sortimana elementov, s katerimi bi to reševali, in se niti ne poglabljajo. Ja. In ko mi naredimo rešitev, je ta rešitev strokovna. In potem je tudi strokovna montaža, ker imamo monterje, ki to delajo že toliko časa in smo jih tudi kontinuirano izobraževali in na izobraževanju delamo še zdaj. Ne. To pomeni, da celotna storitev je tako mora biti. Tudi poprodajna storitev. Če recimo kaj ne bi štimalo, imamo torej customer support, imamo jamstvo, imamo garancijo, se to takoj uredi. Zdaj smo že toliko pred, bom rekel, temi konkurenčnimi podjetji, da lahko to delamo dosti krat z pisarne, ker naši elementi delujejo, se pravi, z pomočjo Wi-Fi-ja. Imamo cloud, ti lahko reguliraš delovanje nadaljavo preko mobilne aplikacije in tudi mi se lahko preko šifre, ki nam odobri uporabnik, ne, priklopimo na vaš sistem iz naše pisarne. In ga optimirate. In takoj pogledamo, kaj ne štima. In če je kakšna malenkost, se da urediti že iz pisarne. Torej ni potrebno za vsako napakico priti do vas in se priklapljati tam direktno na elemente. No, po končni fazi tudi uporabnik ima ves čas nadzor, ne? Ni vezan na to, da mora biti prisoten, da nekaj obrne ali kaj takega, praktično ima nadzor. In ko je v prostoru in ko ga ni. Tudi ko ga ni, lahko si ti na morju, pa pogledaš, kakšna je pa na drugem koncu sveta, sam da je dostop do interneta. Točno, dostop do interneta rabiš in to je vse. Kakšno je trenutno stanje na trgu? Kakšne so razmere, mogoče vaš tržni delež? Ja, naš tržni delež je precejšen. Zdaj, mogoče, jaz imam včasih prav to problem povedati, ker se sliši tako nehigienično. No, pa ni treba številka, ampak recimo... Ne, pa moram številko, ker je pomembna, ker je filozofija zadaj. Ne? Mi imamo 85% tržni delež. Ne? Zakaj si vsi ti ostali ponudniki delijo samo 15%? Ne? Jaz mislim, da ravno zato, ker se niso tako za srcem, z dušo kompletno poglobili v to področje, se potrudili iskati strokovne rešitve, se izobraževati in kompleksno delati na tem, da lahko stranki daš uslugo z enega konca kompletno in kvalitetno. Ne? In so mislili, da bo to malo tak, pa bo kar samo od sebe šlo. Mi smo od vsega začetka to imeli zelo resno, ne? In kompleksno. In še danes to počnemo. In še danes smo edini, ki tako počnemo. A veste, ta pogon je najdražji, ki ga imamo mi. Torej, ti fantje se na dan vozijo, ne vem, po celi Sloveniji. Imamo, ne vem, 20 avtomobilov, ki so neprestano v pogonu. Delamo vse so te vaši oglede, sodelavci. Rešitve. Vse so vaši sodelavci. Ja, naši sodelavci. Ne? In ne vem, nas je 70-80 zdaj skupaj z monterji. Ne? Mi imamo neki pogon, če zdaj govoriva o enem malo večjem objektu, da bi kdo rad, ne vem, kakšen večstanovanjski objekt naredil, mi pošljemo 5 ekip, pa to naredimo v enem dnevu. Mi smo imeli zanimiv slučaj, recimo davčna uprava, ki je bilo treba prezračiti čez vikend. Ne bom zdaj rekel katera. Ne? Ampak mi smo edini v Sloveniji, ki smo poslali tja 5 ekip in je preko vikenda bila zadeva končana. Zdaj naši konkurenci... Se pravi, v petek so odšli domov, v ponedeljek je pa... V ponedeljek zjutraj bilo pa končano. So že imeli dober zrak noter. Ja, ampak mi imamo 5 ekip, ne? Konkurenti jih pač nimajo. Ne? Mi smo zdaj zrasli, pa smo tudi, bom rekel, veliki, ne? Ampak nismo bili vedno veliki. Tudi ko smo bili majhni, smo delali na podoben način, podobno zavzeto, za vsakega smo se potrudili, upravili obisk, tudi v Mostu na Soči, čeprav je tam nekdo imel potrebo samo po enem ventilatorju v stranišču, tudi on je bil deležen našega obiska. Ni zdaj to važno. No, ravno to sem želel povedati, vprašati.
Skratka, te rešitve segajo od, kot ste sami rekli, ventilatorja v toaletnih prostorih, pa do nekega celovitega sistema, večplastnega. Ja, gledajte, to, da obiščemo tudi nekoga, ki želi ventilacijo v toaletnem prostoru, ne pomeni, da bomo mi pristali na to, da bomo vgradili samo en ventilator. Obisk je namenjen temu, da mu razložimo, celotno neko stanje, da se tako, da če bo ta ventilator vgradil, bo 30 do 60 kubikov zraka odvajal in minimalno, kar mi moramo zahtevati, je, da ima vsaj še eno dovodno enoto za dovod svežega zraka. Temu že lahko rečemo en mini prezračevalni sistem in to je to. To ne stane veliko, ampak mi smo kategorično zavrnili recimo nekoga, ki je rekel, jaz bi samo to imel in smo vedeli, da je to slaba rešitev. Ker smo vedeli, da ne bo zadovoljen. Ne želite stati za rešitvijo, ker ni popolna. In smo rekli, ni problema, gospod ali pa gospa, mi vam prodamo ta element kot v trgovini, sami si ga zmontirajte kam hočete, ampak nočemo se identificirati ampak mi ne bomo se s tem identificirali. Če bomo pa mi to izpeljali, da bodo naši monterji vgradili, da bo rešitev taka, da je vsaj približno namenjena temu, da se bo izboljšala bivalna klima vsaj v nekem delu hiše ali pa delu stanovanja, potem pa lahko to rešitev uporabimo. In mogoče samo še za konec, da osvežimo, kaj torej pridobimo s tem, da imamo ustrezno prezračevane prostore, ali morda še bolj pomembno, kaj nam manjka s tem, ker tega nimamo? Ja, pridobimo ogromno. Ne? Prvič pridobimo to, da se bomo boljše počutili, torej eno zdravo bivalno klimo, torej že avtomatsko izločimo vse možnosti, da bi bilo preveč vlage, da bi nastajala plesni in podobno. Hkrati bomo varčevali z dragoceno energijo, ker bo zračenje takšno, da ga ne bo ne preveč, ne premalo, ampak ravno prav. Ne? In zdaj, veste, tudi komfort ni zanemarljiv v celoti. Ne? Jaz včasih rad primerjavo dam, pred 40 leti se je cela Slovenija vozila z zastavo 101, ne? Pa nikogar ni motlo, koliko spušča. In nobenega ni to motlo in ko si hotel ne vem kaj narediti, si okno odprl in pač je nek zrak noter prišel. Danes pa praktično ne moreš več avta kupiti, ki nima vgrajenega nekega klimata. Mi se pač radi peljemo tako, da ne prije noter v smog, da ni hrupa, da je to vse komod, da je prava temperatura in mi se peljemo. In zdaj, če si v avto to privoščimo, doma pa se nam to zdi, zakaj pa, ne? Pol imamo problem. In jaz govorim o tem, da bo jutri ali pa naslednjih letih, ne mislim za jutri dobesedno, prezračevalni sistem v bivalnem prostoru nekaj tako normalnega, kot je danes ta klimat v avto. No, čeprav mi se zdi, da marsikdo doživlja v avtu to ne kot nekaj, kar izboljšuje kakovost zraka, ampak nekaj, kar izboljšuje, ne vem, ker ga greje po zimi ali ga pa ohlaja poleti. Ne vem, če se sploh, če je dovolj široka ta zavest, da gre v bistvu tudi za kakovost zraka, ne samo za njegovo mogoče termično lastnost. Govorim za avto zdaj, ne? Ja, no, vse ta primerjava je zdaj pač, mogoče ni zdaj 100%, ne moremo tega prenašati na stanovanje, ampak hočem povedati, gre se za to miselnost, ne, da danes nekdo reče, bom odpiral okna v novi hiši, ne. Ja, to je smešno, ne. Seveda jih lahko odpira, to ni prepovedano, tudi spomladi je lepo okno odpreti, ne. Ampak generalno gledano je odpiranje okn po zimi pri nizkih temperaturah čista izguba. Ne? Poleti, ko dobiš pa celo vročino notri, ne? In pol morajo klime to vse ohlajati, je pa to grozna izguba spet elektrike z klimami. Ne? In to je pač ta mala sprememba v bivalnih navadah, da pač ne odpiraš okn kar tak na pamet. No. No, torej v upanju, da bomo v bivalnih prostorih, kjer preživimo več časa, kot si morda mislimo, da si bomo znali zagotoviti več zdravja in udobja, v upanju, da sva tudi v tem pogovoru morda komu malo dali miselt ali ga mogoče spodbudili, da nekaj naredi v toj smeri. Jaz se vam zahvaljujem za ta današnji pogovor. V današnjem podcastu sva bila Milan Kuster, direktor podjetja iVent Pametno prezračevanje, in jaz sem Srđan Cvjetović. Hvala, da ste bili z nami. Hvala vam za vabilo.